Ta video si je zdaj ogledalo že več 10 milijonovkrat. To je Tommy Robinson, ki objavlja posnetek, ker že leta trdi, da se bo to zgodilo, a ga nihče ni zares poslušal. In zdaj se je izkazalo, da je imel prav. Verjetno mi bo ob ogledu tega posnetka slabo, zato bom morda kar zaprla oči. Če pa želite videti dokaze, kako v resnici izgleda policijska brutalnost in kako se diskriminacija dejansko občuti, prijatelji, tukaj jih imate. Preskočil je te ograje in podobne stvari. In on je tukaj zgoraj, očitno je padel dol, zdrsnil je od tam so ostali še drugi čevlji, prijatelj. Kako ti je ime, prijatelj? A? Je bil kdo drug poškodovan razen njega? Ja, jaz. Zagrabil je mojega brata, snel mi je turban, zato sem si prijel glavo. Si poškodovan? Ja, imamo tečeno oko, malo modrico. V redu, samo stopi malo nazaj zame. Nekdo jih je ustavil. Prva stvar, ki jo opaziš, je, da sem komaj slišala Henryjev odgovor, kaj ne? Komaj si slišala njegov odgovor. Zdaj, to je morda dramatizacija, morda nekdo igra, lahko pa je tudi nekdo, ki ne more pravilno odgovoriti, ker je bil tolikokrat zaboden. V redu, pejmo te spraviti ven, prav? Prinesel bom to. Primite ga za nadloket, primite ga. Drugo roko, kaj se ti je zgodilo? Prav, samo rahlo pritisni. Bil si zaboden, kje točno? To je stvar, ki jo imaš, prijatelj. Ne, mislim, da jo imaš, prijatelj. Poglej njegovo roko, ker je ta slika postala izjemno viralna. Ali vidiš, kako siva je ta roka? Koliko krvi? Poglej razliko v barvi. Ali vidiš razliko v barvi? Videti je, kot da je to roka nekoga, ki bi lahko bil zombi. In to je slika, o kateri vsi govorijo. Ker če bi si vzela trenutek in pogledala to roko, bi videla, da ta moški dejansko izgublja kri. Roka. Ne morem dihati. Daj roko v lisico, prijatelj. Ja. This is like times it happens. You've been walking in the park, nothing happens. Sandy je bil zaboden. Torej, kje je bil zaboden? V obraz. Ne, ampak moramo preveriti. To je lepo od njih. 1 minuta in 33 sekund je minila v tem videu in odločili so se, da je čas preveriti, ali je bil ta moški, ki leži na tleh in ne počne ničesar, ker se dejansko ne more premikati, dejansko zaboden. Obraz. Samo naj se ti umaknejo, vzem njihove podatke, jaz bom pazil. Super. Naj te obdržimo na boku, prijatelj. Potem moram prebrati rifa. V redu, ne moram več gledati. Ta moški tukaj večkrat pravi, ne morem dihati, ne morem dihati, ne morem dihati, ne morem dihati. In oni to preprosto ignorirajo. Dobesedno to ignorirajo, prav? Torej, razčlenimo še preostalo dogajanje tukaj, ker je ta zgodba res popolnoma nora. In ni presenetljivo, da so zaradi tega ljudje v Združenem kraljestvu in po svetu popolnoma prestrašeni, ker je to resnično jasen znak vsega, kar gre narobe. In kot smo že večkrat povedali v tej oddaji, ker smo tukaj v oddaji The Pushback in se skušamo upreti, zato se naročite na kanal in všečkajte ta video. Trenutno sploh ne morem promovirati oddaje, preprosto mi je slabo. Ta človek je zgodba o tem, kaj se dogaja v Evropi. Bel moški, ki ga popolnoma ignorirajo zaradi strahu, da bi ga imeli za rasista, zaradi strahu, da ne bi ravnal prav, zaradi strahu pred diskriminacijo. In vendar so belci ves čas neposredno diskriminirani. V imenu tega, da ne želijo zveneti rasistično ali proti veri in tako naprej in tako naprej. To je ogabno. Tudi potem, ko je policija ugotovila, da je bil Henry večkrat zaboden, še vedno niso uklenili Dicka Boya. Ni bil uklenjen, ker so ga dali v policijski avto. Z njim so lepo ravnali. Peljali so ga izbrati hrano, ki jo je želel, brez lisic. Je bil kdo kdaj areteran? Vedno si uklenjen. No, belci so vsekakor. Zakaj sploh niso bili uklenjeni? Zakaj je bil umirajoči beli fant uklenjen z rokami za hrbtom? Roke za hrbtom. Sploh se ni upiral. Ležal je tam in poskušal preživeti. Zakaj je bil uklenjen?
Mislim, da je to vprašanje, ki si ga resnično vsi zastavljajo, kaj ne? Torej, Benny Johnson je objavil, da je to trenutno najpomembnejša slika na internetu. Henry Novak je uklenjen, bled zaradi izgube krvi. To, mislim, samo poglejte. To izgleda kot roka mrtve osebe, kaj ne? Henry umira. Demonska roka britanskih oblasti ga zadržuje, medtem ko razvajajo njegovega morilca migranta. Henry izkrvavi, medtem ko ga britanski policisti in migrant žalita. Prav? Zdaj pa vsi so zaradi te zgodbe popolnoma iz sebe. Spet, dobra novica je, da zaradi X ljudje dejansko izvejo za to, ker te zgodbe dneve ni bilo mogoče najti nikjer v novicah ali medijih. In zdaj vsi govorijo o tem, ker ljudje na X niso nehali opozarjati na to. Pomislite na to. Največji strah, ki ga ima policist danes, ko opravlja svojo dolžnost na ulici, je strah, da ga bodo prijavili, ker je ravnal na način, ki je bil rasno pristranski. Ta strah je zdaj večji kot soočanje z umirajočim človekom, ki leži na tleh. Henrijeva družina se je na to odzvala na izjemno dostojanstven način. Poglejmo si, kako se je Henrijeva družina odzvala na to, potem pa se lahko poglobimo v podrobnosti vsega, kar se je dejansko zgodilo. Tukaj je Henrijeva družina. O moj bog, res je neverjetno šokantno, kaj se dogaja. Res je neverjetno gnusno vse, kar smo videli v tem primeru. Res gnusno. Zdaj želim biti jasna, zaradi tega sem žalostna. In vem, da je internet besen in jezen, ampak jaz se ob tej zgodbi resnično počutim slabo, ker je vse v zvezi s tem tako narobe. Dejstvo, da je družina izgubila sina, dobesedno brez razloga. Življenja policistov, ki so zdaj popolnoma uničena, kot bi tudi morala biti, ker je to tako neodgovorno vedenje. Ampak družba, ki se je tako razpadla, da je to postalo nekaj običajnega, me ne jezi. Pravzaprav me to samo spravlja v slabost. Vsa ta zgodba me izjemno moti na način, za katerega ne vem, če se ga ljudje res zavedajo. Vsi to uporabljajo kot primer rasizma in ja, to je pomembno. Ampak to je tako obžalovanja vredno, da se policisti bolj bojijo, da bi jih označili za rasiste, kot pa da bi zaradi njih kdo izgubil življenje. Do tega smo prišli. Tako slaba je naša družba. Zdaj pa prisluhnimo, kaj ima o vsem tem povedati Henrijev oče. Iskreno, to je naravnost ogabno. Nato pa bomo prišli do dejstva, da je razsodba za Siha že znana. Na moji levi je moja hči, Olivia Novak, Henrijevi starejša sestra. Na njeni levi pa je Lucy Ross, mati Henrija Novaka. Porota je potrdila tisto, kar smo vedno vedeli. Henriju je bilo življenje odvzeto nezakonito, nasilno in brez kakršnega koli upravičila. Henry je imel 18 let, bil je prijazen, ambiciozen, ljubljen in poln obetov. Pred seboj je imel celo življenje, diplomo, ki jo je moral dokončati, kraje, ki jih je želel obiskati in prihodnost, ki jo je moral zgraditi. Ta prihodnost mu je bila ukradena in nobena sodba ali kazen mu je ne bo nikoli vrnila. Henry ni naredil nič narobe. Bil je eden najbolj prijaznih, prijateljskih in najbolj vključujočih ljudi, kar bi jih lahko kdajkoli srečali. Bil je neverjeten v vseh pogledih. 3. decembra lani se je Henry vračal domov po večernem izhodu s svojimi nogometnimi soigralci z univerze, ko je naletel na Vikrama Digvo, moškega, ki je na ulicah Britanije odkrito nosil velik nož. Ta nož je bil uporabljen za odvzem Henrijevega življenja. Na poti domov bi moral biti varen, namesto tega je postal še eno mlado življenje, izgubljeno zaradi krute resničnosti nasilja z noži v tej državi. Henry je bil večkrat zaboden. In ko se mu je prsni koš polnil s krvjo, je poskušal pobegniti. Preganjali, žalili in snemali so ga Vikram Digva in drugi. Ko je policija prispela, je Henry ležal na tleh, komaj sposoben sedeti in očitno v hudi zdravstveni stiski. S svojimi zadnjimi besedami je policistom povedal, da ne more dihati. Povedal jim je, da je bil zaboden. Pravzaprav je Henry policistom 9-krat povedal, da ne more dihati. 4-krat jim je povedal, da je bil zaboden. 9-krat je rekel, da ne more dihati. In ne samo, ne morem dihati, 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 ne morem dihati. To je srce parajoče. Odziv enega policista je bil, mislim, da nimaš prijatelj. Policija je povedala, da jih je morilec zavedel in da je bil prizor, ko so prispeli, zapleten. Lahko samo rečem, da ste bili seveda zavedeni strani morilca. To je pač naloga morilca.
da vas zavede in da ne pomislite, da je to on. Prav to pa je naloga policije, da zna prepoznati, kaj se dogaja na prizorišču. Nažalost se nam zdi, da je resnica veliko preprostejša. Policiji sta naš sin sam in član javnosti, ki je poklical 112, povedala, da sta slišala nekoga zakričati, da je bil zaboden. To, da policija jima ni verjela. Henryja so povlekli čez Gramos, mu roke prisilno dali za hrbet in ga vklenili v lisice. Namesto, da bi ga obravnavali kot umirajočo žrtev, so policisti Henryja uradno aretirali zaradi napada in mu prebrali njegove pravice. To je bila zadnja stvar, ki jo je slišal. Henry ni umrl dostojanstveno. Prebrali so mu njegove pravice. Njegove pravice kot državljana Združenega kraljestva. Njegove pravice, da mu je bilo po zakonu dovoljeno izkrvaveti v lisicah, medtem ko njegov morilec ni bil vklenjen. Ni bil deležen oskrbe, ki si jo je zaslužil. Izgubil je zavest, preden mu je kdorkoli verjel. Naj bom popolnoma jasen. Za brutalni umor našega sina imamo izključno in v celoti odgovornega Vikrama Digwo. To, da Henry ne bi smel umreti na ulicah Southamptona v policijskem pridržanju. Način, kako so ga obravnavali, je bil nečloveški in ponižujoč. Njegovemu morilcu pa je bila izkazana dostojanstvenost. Verjeli so mu. Ob aretaciji ni bil vklenjen. Ob prevozu na policijsko postajo ni bil vklenjen. Kolikor nam je znano, sploh nikoli ni bil vklenjen. In kot je sam Vikram Digwa povedal v sodišču, medtem ko je bil aretiran zaradi Henryjevega umora, so ga policisti celo peljali v kuhinjo, da si je lahko izbral hrano. Zato to postaja britanski trenutek Georgea Floyda, ker je to to. To je tisto, kar so ljudje morali spoznati, da bi se prebudili. Saj se ljudje prebujajo že nekaj časa. Toda zdaj, ko to vidiš tako očitno, tako jasno, drznost sistema. Drznost sistema. Dovoliti, da mladenič preprosto umre, medtem ko njegov morilec dobi hrano v kuhinji samo zaradi rasizma, je noro. Mimogrede, ta fant je to objavil in to resnično razumem. Kaj te je radikaliziralo? To je to dekle, ki je bilo zabodeno. To je Charlie Cook, ki je bil ubit. To je Henry Noack. To je ta občutek, da so naši ljudje umorjeni. In zdi se, kot da je to sprejemljivo, čeprav v resnici nič od tega ni v redu. In čuden je, da to, kar ta fant piše, je tisto, kar te je radikaliziralo. Jaz se ne počutim kot radikalka. In mislim, da večina ljudi, ki gledajo na tiste, ki govorijo proti tem stvarem, reče, zakaj tako si ekstremna. Nič ni ekstremnega v tem, da rečeš, nočem, da moški hodijo po ulici, da jih zabodajo in umrejo. Nočem, da so ženske zaprte v kletke in posiljene. Tega nočem več. Nočem tega prevzema. Dovolj imam. Želim si, da bi se moja družba obnašala kot normalna družba in da ne bi uvažala teh nevarnosti. Mislim, da bi morali za trenutek govoriti o sihovskem gibanju in sihovski družini. Ker je bilo to, kar se je tukaj zgodilo, res noro. Toda del, ki ga je veliko ljudi spregledalo, je, da je družina Digwa namerno zadrževala in prikrivala veliko informacij, da bi temu človeku omogočila, da se izogne posledicam. Zdaj je bil obsojen na 21 let, mislim, ali na dosmrtno kazen, nekaj podobnega, in še zelo dolgo ne bo prišel iz zapora, ker se bo to kmalu spremenilo v noro politično gibanje. Če tista mlada punca, če njegova sestra ne postane velika govorka za vse, kar se dogaja, bom zelo, zelo presenečena. To se bo uporabilo za politične manevre v Združenem kraljestvu, kot se tudi mora. In to bi morali uporabiti v vsaki državi kot simbol tega, kaj se zgodi, ko dovolite, da se ta smešna rasistična miselnost nadaljuje. Preberimo izjavo družine Digwa Stamp. Izguba mladega življenja je žalost, ki je nobena družina ne bi smela nikoli nositi. Globoko nam je žal za bolečino in trpljenje, ki jo je morala prestati družina Noack. Ljubimo Vikrama in ga bomo še naprej ljubili. Ta krvna vez ni v nasprotju z žalostjo, ki jo čutimo do družine Noack. Oba sta resnična in oba bosta ostala z nami do konca naših življenj. Dali bi vse, da bi lahko zavrteli čas nazaj, da se poti Henryja in Vikrama tisto noč nikoli ne bi križali. Tega, kar se je zgodilo, ne moremo spremeniti. Upamo le, da v njegovem imenu ne bo povzročene še večje bolečine. Opravičujemo se sikovski skupnosti za dejanja našega sina, ki so neupravičeno očrnile skupnost. Prosimo, da te tragedije nihče ne izkorišča za spodbujanje delitev ali sovražnosti do katerekoli skupnosti. Zdaj prosimo za zasebnost, da se lahko soočimo s tem, kar nas čaka. Veste, kar je pri vsem tem res zanimivo?
Poleg dejstva, da je ta izjava, mislim, da resnično frustrira vse, je to, da ne mislim, da so ljudje množično jezni na sihovsko skupnost. Mislim, da v resnici sploh nismo razumeli Vikramove zgodbe. Kaj je bilo narobe z njim? Zakaj je to storil? Kaj je privedlo do takšnega napada? In večina ljudi, ki pozna Sihov, jih ima dejansko zelo, zelo rada. So izjemna skupnost, res ljubeča in skrbna skupnost. In izjava Sihov o tem je precej spoštovanja vredna. Poslušajmo, kaj ima za povedati. To dejanje v celoti in najostreje obsojamo, zato ni prostora. In vsak, ki ga je to prepričalo, ali mu ni jasno, bo zelo kategoričen. Ta posameznik, Vikram Digva, je lagal v svojih izjavah. Jasno je, da ni nameraval iti ven, da bi ubil Henrija Novaka. Njegov namen ni bil iskati soočenje ali imeti. Kakršenkoli prepir, to se je zgodilo, bila sta zunaj na ulici, to se je zgodilo. Stopnjevalo se je. Ko se je stopnjevalo, kot sem že prej rekel, je imel Vikram izbiro. Odločil se je narediti to, kar je naredil. In zato je izključno odgovoren on sam. Želim izpostaviti popolno razliko med tem in tem, kar se zgodi, ko pride do islamističnih zločinov, ker mislim, da obstaja velika razlika. Medtem ko v islamističnem gibanju ne stopijo naprej in ne obsodijo tega, kar se je zgodilo, pravzaprav imajo pogosto navado, da to nekako praznujejo v ozadju. Tukaj pa ta moški pravi, da je to, kar se je zgodilo, popolnoma nesprejemljivo, vendar so to njegova dejanja in ne opredeljujejo celotne naše skupnosti. In mislim, da je to velika razlika. Ali bomo govorili o dejstvu, da je Vikram Digova celotna družina pomagala prikriti zločin, vključno z njegovo materjo, ki je skrila nož, in njegovim očetom, ki se je skrival. Skrival pa je tudi, da Henry Novak izkrvava? Jack Sobiek? Mislim, da je to pomembno. Napadalec je dobesedno mahal z nožem proti policiji, ko je ta prispela, pa policisti še vedno niso verjeli, da je bil Henry zaboden. To je najbolj šokanten primer državnega zatiranja, kar jih je država kdaj videla. Za tiste, ki ne veste, v sihovski veri je dovoljeno nositi in imeti nož. Pravzaprav bi ga morali nositi, ker so bili kot narod tako zatirani pod islamizacijo. Nože so nosili zato, da bi se lahko branili pred tistimi, ki so jih napadali. To je zelo, zelo drugače od tega, da nekdo to uporabi za napad in za bode, kar ni samoumevno. Spomnite se, to je nekaj zanimivega, kar je objavil Woke News. Sprašujem se, zakaj levica tega ne počne za Henryja Ne morem dihati. Ne morem dihati. To je bilo nekaj, kar so naredili za Georgea Floyda, kot se verjetno vsi spomnite. Ne morem dihati, ne morem dihati. Ko je šlo za nekoga iz druge rase, je bilo to. Očitno to je zdaj precej jasno. Ves svet je bil pripravljen priti ven in se razburiti zaradi tega. To je nož, ki ga je uporabil Vikram Digva, da je ubil Henrija Novaka. Rekel je, da ga je nosil kot del svoje sihovske vere. To je od Marijan Alfala. Sikhi v Združenem kraljestvu smejo nositi nože, imenovane kirpan, toda za navadne Britance, če nosijo nož enake velikosti, jim grozi zaporna kazen. Krščeni Sikhi pravijo, da je nošenje kirpana obvezen verski simbol in o tem se ne morejo pogajati. Vendar pa so v ZAE uvedli stroga pravila glede nošenja kirpana. Veliko Sikhov, ki prebivajo ali potujejo v ZAE, se odloči, da kirpan pustijo doma ali pa nosijo simboličen miniaturni obesek. Čas je, da enako stori tudi Združeno kraljestvo. To je zanimiva zgodba, še posebej glede na dejstvo, in to je nekaj, o čemer je treba veliko razpravljati, ker se tukaj pojavlja vprašanje, ali bi ljudem smeli dovoliti, da hodijo naokoli z noži. Vrnila vas bom na tisti smešni intervju z Idrisom Elbo, v katerem pravi, da bi morali biti vsi kuhinjski noži mehki, da ljudje ne bi zabodli. Ampak tukaj se res pojavlja vprašanje. Zakaj navadnim ljudem ni dovoljeno nositi nožev? Ampak njim je. Spet, to je del njihovih verskih svoboščin. In res nismo slišali veliko o kriminalu s noži pri Sikhih. Ali bi morali biti vsi Sikhi postavljeni v ta zapleten verski položaj zaradi dejanj tega človeka? Vprašanja, na katera je treba odgovoriti. In to je nekaj, s čimer se bomo v prihodnosti vedno bolj ukvarjali, ko bomo skušali ugotoviti mejo med vero in prevzemom oblasti. Kje je ta meja? To še ni jasno. To je glavni načelnik hampshirske policije, za katerega ljudje želijo, da ga odstranijo. To sta dva policista, Christy Hill in Tristan Parsons, ki sta bila tam na kraju dogodka. In mislim, da ne bosta več dolgo policista. Seveda imamo notranjo ministrico, Shabano Mahmood, ki bo v parlamentu podala izjavo glede Henryja Novaka ob 14:30. Zakaj? Zakaj je trajalo tako dolgo, da je podali izjavo? No, vsi dobro veste, zakaj je trajalo tako dolgo. In to je iz policije Hampshire. Naši policisti so bili na kraju dogodka zavedeni, vključno z zanikanjem uporabe orožja. V nekaj minutah so hitro prešli na nudenje prve pomoči, vendar je to opisano v naši izjavi. Zdravstveni dokazi kažejo, da poškodbe niso bile združljive z življenjem. Zelo žalosten primer. Naše misli so z njegovo družino.
Ta tweet so precej hitro izbrisali, kot verjetno niste presenečeni slišati. To je zgodba, ki še ni zamrla. Henry Novak bo postal simbol tega, kaj pomeni, da je družba popolnoma rasistična do ljudi iz lastne družbe. V podporo drugim. S tem, ko manjšinam resnično dovolijo, da postanejo prvi tukaj in drugi tukaj, da postanejo ljudje Združenega kraljestva. Mislim, da je tukaj pomembno omeniti, da je bil britanski študent iz Združenega kraljestva star 18 let. To je preprosto nesprejemljivo. In ko govorimo o vsem, kar vidimo v naših družbah in o propadu, kje so moški, ki bi nas zaščitili, no, to se dogaja v ozadju ali pa zdaj že pred našimi očmi. In o teh stvarih moramo govoriti, ker se pogosto osredotočamo na to, kako so ženske slabo obravnavane. Pogosto se osredotočamo na to, kako se naše vlade razpadajo. Ampak nismo se veliko osredotočali na to, kaj mladi moški doživljajo v naši družbi. In ko želimo, da naši mladi moški vstanejo in nas branijo, in ko začnejo spoznavati, da jih lahko, če to poskusijo, označijo za rasiste do konca življenja, ali še huje, izgubijo življenje zaradi nekoga in jih policija sploh ne reši. Kaj počnemo? Kam smo prišli kot družba? Kot sem rekla, mislim, da je ta zgodba šele na začetku in jo bomo podrobno spremljali, ker je to opozorilni znak za vse. Vsaka država, ki je dovolila prevzem strani priseljencev, prevzem strani islamistične ideologije, ideologijo, ki je prišla in pravi, in morda se sprašujete, zakaj pravim islamistična, če gre za Sike, imate prav. Ampak ideologija, ki je prišla in rekla, da lahko prevzamemo in delamo, kar želimo, strah, da bi ljudi označili za rasiste, se začne s prihodom te islamistične ideologije. In zdaj policisti ali pa že zelo dolgo sploh ne branijo naših ljudi. Nekaj tukaj je res zelo narobe. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.